Pozdravljeni, dragi otroci! Veseli me, da smo ponovno skupaj v mojem knjižnem kotičku. Današnja pravljica je res nekaj posebnega. Namreč že sama naslovnica mi je bila zelo všeč. Ko pa sem knjigo na hitro prelistala, sem si rekla, da moram tole pravljico zagotovo prebrati tudi vam. Morda se bo pa kdo od vas, tako kot tale zajček, opogumil in z največjim veseljem obiskal knjižnico in se zatopil v listanje čudovitih slikanic. Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Zajčkov bralni kotiček. Zajček je oboževal knjige. Oboževal jih je že vse, odkar je prvič slišal gospo z rdečimi očali, kako glasno bere pred knjižnico. Ob poslušanju zgodb si je zajček predstavljal, da se vzpenja na visoke gore, da je enooki gusarski kapitan, da je vladar mogočnega kraljestva. Ko pa se je poletje končalo, se je pripovedovanje pravljic preselilo nazaj med knjižne police. Zajček ni vedel, ali živali smejo v knjižnico ali ne. Vedel pa je, da zagotovo ne more živeti brez knjig. Noč za nočjo se je premetaval po postelji, kajti močna želja mu ni dala spati. Moral je nekaj ukreniti. In tako je zajček nekaj noči s svetilko v roki in z upanjem v srcu skočil iz postelje ter se po prstih odplazil skozi temo. Ko je prišel do knjižnice, je ugotovil, da so vrata zaklenjena. Tudi okna so bila tesno zaprta. Zajček je kopal, plezal in vlekel. Nič ni pomagalo. Nazadnje pa je opazil režo za vračilo izposojenih knjig. Svetleči ročaj je bil visoko nad njegovo glavo. A ne dovolj visoko, da ga je zajček, ki je bil lačen knjig, ne bi mogel doseči, če bi le malo poskočil. In zajček je skočil. Odklenil se je ročaja, se vrgel čez rob in migal z mehkim repkom, dokler se mu ni uspelo splaziti skozi režo. Zamolklim bum je pristal v knjižnici. Zajčku so zasijale oči, ko je zagledal police, ki so se kar šibile pod knjigami. To je bilo še bolje kakor polje svežega, hrustljavega korenčka. Zajček ni vedel, kje bi začel. Globoko je zajel sapo. Dišalo je tako, kot da bi bil ovit v še tople strani svoje najljubše knjige. Sledil je svojemu smrčku do kotička s pustolovskimi knjigami. Tam je našel zgodbe o drznih pustolovcih, morskih psih in superjunakih. Zajček si je lakomno nagrabil knjig. Borčice so mu trzale od navdušenja, ko je svoje knjižne zaklade drugega za drugim ustavljal v režo za vračilo knjig. Zajček, ki je pod težo knjig komaj da lovil ravnotežje, se je odmajal domov. Komaj je čakal, da se zatopi vanje. Vsako noč se je vračal v knjižnico. Prebrskal je vse police in knjižne izbranke odtihotapil domov, da je lahko bral. Kmalu je bilo v njegovem brlogu več knjig kakor prostora. Nekega večera pa je zajčka med branjem presenetilo glasno trkanje. Zaprl je knjigo in odprl vrata. Kje pa se ti potikaš zadnje čase? Je vprašal ježevec. Bral sem, je odgovoril zajček. Zakaj? Je vprašal ježevec. Zajček je na široko razprl oči. Zakaj? Se je začudil. Si sploh že bil kdaj v knjižnici? Napočil je čas, da zajček ježevcu zaupa svojo skrivnost. Pa si prepričan, da je to dobra ideja? Je vprašal ježevec.
Pomiri se, no, ne bodi tako našpičen, je rekel zajček. Preveč sem naježen, nikoli ne bom mogel zdrsniti skozi režo. Zajček je potiskal in porival, dokler ni ježevec z glasnim buf padel skozi režo. Zajček je zdrsnil za njim in prižgal svojo svetilko. Opala, je rekel ježevec. Vem, ja, je odvrnil zajček. Ali misliš, da je tudi tukaj kakšna zgodba o balonih? Od nekdaj sem se spraševal, kako je z baloni. Prav gotovo, je pripomnil zajček. In res je ježevec našel knjige o balonih. Pa o puščavah in sipinah, o gosenicah in kokonih. Ko mu je zajček podal knjigo o ježkih, jo je ježevec kar objel. Prijatelja sta izmenično potiskala knjige skozi režo za izposojo. Stolpič knjig je bil tako visok, da sta ga komaj nesla. Ko sta bila spet pri zajčku doma, sta se udobno namestila ob čaju in korenčkovih kolačih. In skupaj sta brala do sončnega vzhoda. Neke noči pa je medved opazil, da pri zajčku gori luč. Odprl je vrata in se spotaknil ob kup knjig. Ja, kaj pa se dogaja? Je vprašal medved. Na, izvoli, je rekel zajček in mu podal knjigo. Medved je naredil prostor in se namestil, da bi bral. Kmalu je začelo na obisk prihajati še več zvedavih živali. Ali imate kaj knjig o širnem vesolju? Je vprašala ptica. Kaj pa o vulkanih? Je vprašal krt. Meni bi se prilegla zgodba o duhovih, je rekla miš. Mislim, da je čas za ekskurzijo, je predlagal zajček. Živali so se druga za drugo stlačile skozi režo v knjižnico. Zaradi medveda se je stvar nekoliko zavlekla. Brskali so naokoli, ovohavali kupe knjig in jih s tačkami prelistavali. Veverička je zbirala zgodbe o cirkusu. Rakun je pograbil knjigo o izobčencih in roparjih. In žaba je našla pravljico. Nihče ni slišal odklepanja vhodnih vrat. Nihče ni slišal top, top, topotanja korakov. Nihče ni slišal, kako se je s klikom prižgala luč. Ja, kaj pa se greste tukaj? Je vprašala knjižničarka. Živali so se osuplo ozrle navzgor. Zajček je zasopel, ježevec je zazijal, medved je zastokal. Za menoj, je strogo rekla knjižničarka. Živali so počasi odkorakale za njo. Slabo se nam piše, je zašepetal ježevec. Vse knjižnice imajo svoja pravila, je pojasnila knjižničarka. Zajčku so se zatresle brčice, ježevcu se je naježil hrbet. Medved je pogledoval proti vratom. Zajček pa je stopil naprej, da bi prevzel krivdo nase. Knjižničarka se je sklonila. Prvo pravilo je: vsak ljubitelj knjig mora uporabljati tole. Zajčku in njegovim prijateljem je izročila popolnoma nove knjižnične članske izkaznice. Zdaj si lahko izposojate knjige, je rekla in se nasmehnila. Pazite le, da jih boste redno vračali. Zajček ni mogel verjeti lastnim ušesom. Še naprej bodo lahko prihajali v knjižnico. Žarečimi očmi se je ozrl proti svojim sobralcem, nato pa skočil k policam. Izbral je ravno pravšnjo knjigo in ponosno je pregledal čisto prvi uradni izbor za Zajčkov bralni krožek. Čudovita pravljica. Moram priznati, da je ena izmed lepših sodobnejših pravljic. In kako je zajček navdušil še ostale živali nad knjigami? Bravo, zajček. Živali pa so kaj kmalu ugotovile, da so knjige zakladnice znanja. Otroci, predlagam, da tudi vi v kratkem odhitite v knjižnico ter pobrskate med knjižnimi policami ali predali, ki se kar šibijo pod težo vseh besed in črk, ki jih knjige vsebujejo.
In ne pozabite prisluhniti še kakšni najljubši pravljici, ki jo boste skoraj zagotovo lahko našli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Počasi, vztrajno se namreč bližamo že 100. pravljici. Ja, kar 100. Še sama težko verjamem. Otroci, lepo se imejte, pa upam, da se kmalu spet vidimo. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Ponovno dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. Otroci, v današnji pravljici bomo spoznali učene živali z kmetije, ki izjemno rade prebirajo knjige, ter pa lačnega volka. Me res zanima, kako se bo zapletla in razpletla tale pravljica. Predlagam, da se čim hitreje udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Tiho, tukaj beremo, ki jo je napisala pisateljica Becky Bloom. Po dolgih dneh hoje je volk prispel v mirno, zaspano vas. Bil je utrujen, bil je lačen in bolele so ga noge. Ostalo mu je le še malo denarja, ki ga je hranil za najbolj hude dni. Pa se je spomnil. Na robu vasi je kmetija. Tam si poiščem kaj za podzob. Pokukal je čez ograjo, ki je obdajala kmetijo, in zagledal pujska, račko in kravo, ki so sedeli na soncu in brali. Saj ne more biti res. Tako sem sestradan, da imam privide, je pomislil volk. Svoje žive dni še ni videl pujska, račke ali krave, ki bi brale knjigo. Toda bil je lačen, zato ni prav dolgo razmišljal o tem. Globoko je zajel sapo, skočil po konci in s strašnim tuljenjem planil na živali. Au! Piščanci in zajci so se na smrt prestrašeni razbežali vse smeri. Račka, pujsek in krava pa se še zganili niso. Mu, odkot ves ta neznanski trušč, je zagodrnjala krava. Sploh ne morem zbrano brati. Ga, ne zmeni se za hrup, je rekla račka. Kaj vam pa je? Je vprašal volk. Ali ne vidite, da sem velik in nevaren volk? Boži, res da si, je odgovoril pujsek. Ampak kaj ne bi mogel biti velik in nevaren kje drugje? Radi bi v miru brali. Na naši kmetiji živimo lepo vzgojene in učene živali. Zdaj pa bodi tako dober in pojdi stran. Česa takega volk še nikoli ni bil doživel. Lepo vzgojene živali, učene živali, je ponavljal sam pri sebi. No, če je tako, se tudi jaz naučim brati, je sklenil in jo s kmetije mahnil naravnost v šolo. Otroci so se čudili, da imajo volka za sošolca, vendar so se kmalu navadili nanj. Volk je bil resen in zagnan in z veliko truda se je naučil brati in pisati. In kmalu je postal najboljši v razredu. Zadovoljen sam sabo se je vrnil na kmetijo in preskočil ograjo. Jim že pokažem, je pomislil in odprl je knjigo in začel brati. To je mama, to ni Ivo, to je Meta. Veliko dela te še čaka, je rekla račka, ne da bi ga sploh pogledala. In pujsek, račka in krava so mirno brali naprej. Volkovo branje pa jih ni niti najmanj navdušilo. Volk je spet preskočil ograjo in oddirjal naravnost v knjižnico. Cele dneve se je pridno učil. Prebral je že na kupe starih zaprašenih knjig. Vadil je in vadil, dokler ni znal brati tekoče brez zatikanja. Zdaj bodo gotovo zadovoljni z mano,
je menil volk. Prikorakal je do vrat ograje in potrkal. Zdaj bodo videli, je pomislil. Odprl je knjigo in začel brati. Nekoč so živeli 3 prašički in nekega dne jih je mama Pujsa poklicala in mi rekla: Prenehaj s tem truščem! Ga je prekinila Račka. Poboljšal si se, je pripomnil Pujsek, ampak še bolj boš moral paziti, kako bereš. Prehitro bereš. Volk je stisnil rep med noge in se osramočen odplazil stran. Toda odnehati ni hotel. Preštel je tisto malo denarja, kar mu ga je še ostalo, zavil v knjigarno in si kupil čudovito knjigo pravljic. To je bila prva čisto njegova knjiga. Sklenil je, da jo bo bral po dnevi in po noči, do zadnje vrstice in zadnje črke. Naučil se bo brati tako dobro, da ga bodo živali na kmetiji občudovale. Cin, cin, je pozvonil volk pri vratih kmetije. Legel je na travo, odprl svojo novo knjigo in začel brati. Bral je pogumno in navdušeno. Pujsek, krava in Račka pa so ga napeto poslušali in nihče ni ščorhnil niti besede. Ko je prebral prvo pravljico, so ga Pujsek, krava in Račka prosili, naj jim prebere še eno. In volk je bral naprej. Zdaj je bil rdeča kapica, potem duh iz čudežne svetilke, kasneje spet je postal bahavi gusar. Ga, tole je pa res zabavno, je rekla Račka. Pravi mojster je rekel Pujsek. Mu, bi šel danes z nami na piknik, ga je povabila krava. In tako so imeli skupaj piknik Pujsek, krava, Račka in volk. Ležali so v visoki travi in si celo popoldne pripovedovali zgodbice in šale. Mu, vsi skupaj bi morali postati pripovedovalci zgodb, je nenadoma rekla krava. Ga, potovali bi po celem svetu, je dodala Račka. Jutri zjutraj lahko začnemo, je predlagal Pujsek. Volk se je zadovoljno pretegnil na travi. Bil je srečen, da ima tako čudovite prijatelje. In dan, ki so ga preživeli skupaj, je bil zares popoln. Bravo. Čudovita pravljica, kaj ne? In zelo poučna vsebina. Všeč so mi bile živali, ki so tako vneto prebirale knjige. Namreč v knjigah se skrivajo vse skrivnosti tega sveta. No, skoraj vse. Brez dvoma pa je branje izjemnega pomena. Tudi za vas in za vse nas. In pa končno smo v pravljici spoznali tudi prijaznega volka, kar ni ravno običajno. Otroci, v mojem knjižnem kotičku prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek, v kateri pa boste spoznali zajčka, ki je bil prav tako navdušen nad branjem in to tako, da je kar po noči skrivoma obiskoval knjižnico. Le prisluhnite še tej pravljici. Drugače pa uživajte in se kmalu spet poslušamo. Pa skočite še v kakšno knjižnico, pa tudi vi poskusite brati. Boste videli, zabavno je. Čau, čau! Pozdravljeni, dragi otroci! Dobrodošli v YouTube kanalu Moj knjižni kotiček. V tokratni pravljici bomo odpotovali na Južni pol ter spoznali pingvine, ki jim je ena samcata stvar spremenila njihova življenja. Le kaj bi to lahko bilo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici z naslovom Nekoč je bil pingvin. Nekoč se je na mrzli, daljni ledeni gori pingvin Pingo spotaknil ob nekaj. Bilo je veliko in rdeče in v sredini listasto. Je bila streha?
Splav? Jadralno letalo? Vetrobran? Klobuk? Grelna blazina? Stvar je bila precej neuporabna in je pingvine kmalu nehala zanimati. Pingo pa je postajal vse bolj zvedav. Strmel je v veliko, rdečo listasto stvar in jo poskušal razvozlati. Ko so minevali dnevi in tedni, so dobili drobni znaki pomen. Pingo je bil zelo bister pingvin. Od takrat se je Pingo v stvar zatopil. Ko so premraženi pingvini iskali zavetje, je povedal: "Na tropskem otoku sem, tukaj ni snega." V času kosila je rekel: "Nisem lačen, s princeso jeva sladoled." Zvečer pa je dejal: "Ne moremo posteljo, z vesoljsko ladjo letiva na Luno." Pingvini so bili močno zbegani. Tropski otok, princesa, vesoljska ladja. Kje? Vse je tu notri, je razložil Pingo. V tej veliki, rdeči, listasti stvari. Prisluhnite. Pingo jim je začel pripovedovati o izjemnih ljudeh, daljnih deželah, čudežnih bitjih. Bilo je razburljivo, osupljivo, včasih malce grozljivo. In ko je obrnil zadnjo stran, so pingvini vzklikali: "Hočemo še!" "Ničesar drugega ni," je žalostno rekel Pingo. "Samo eno veliko rdečo listasto stvar imam." "Samo trenutek, kaj pa je to?" "Antonova knjižnica," je prebral Pingo. "Kdo je Antonova knjižnica?" so vprašali pingvini. "Ne vem, a moramo jo najti. Mogoče ima še druge velike rdeče listaste stvari." Zamisel jim je bila všeč. Podali so se na pot čez morje, čez gore, goščavja in džungle, dokler niso prišli do mesta. Kako drugačno je bilo od Pingove mrzle, samotne ledene gore. Meščani so hrupno racali in hiteli sem in tja. "Zakaj se nihče ne ustavi?" je zaklical Pingo. Nenadoma je zagledal znan obraz. "Princesa!" In odpeljala jih je v Antonovo knjižnico. Antonova knjižnica je bila nekaj drugega, kot so pričakovali pingvini. Ni imela rok, niti nog, niti glave. Antonova knjižnica sploh ni bila oseba. V njej pa je bilo veliko listastih stvari vseh barv. "To so knjige," je rekla princesa. "Berimo." Uspelo jim je. A knjižnico so zapirali. "Zapirate!" je kriknil Pingo. "Moram prebrati konec te zgodbe." "Knjigo si lahko izposodiš in jo prebereš doma," je rekla princesa. "V knjižnici si lahko vsakdo izposodi knjigo." In tako je vse več in več knjig romalo na Pingovo malo ledeno goro in nazaj. Domovanje pingvina ni bilo več mrzlo in na koncu sveta. Zato je poskrbela velika, rdeča, listasta stvar. Izjemna pravljica, prav gotovo. In v knjigah se resnično skrivajo izjemne modrosti, ki odkrivajo nova znanja ter budijo našo domišljijo. In res sem vesela, da bodo domišljijo razvijali tudi pingvini in si tako krajšali čas v mrzlih zimskih dneh. Otroci, o mojem knjižnem kotičku pa prisluhnite še pravljici Zajčkov bralni krožek ali pa pravljici Tiho, tukaj beremo, kjer so živali prav tako z navdušenjem prebirale knjige. Res luštni pravljici.
Verjamem, da tudi vi uživate v listanju ali prebiranju knjig. Pozdravček prav vsem. Čau, čau. Ja. Pingvin Pingo. Zanimivo, kako se je tale listasta stvar sploh znašla na južnem polu. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali dečka, ki naravnost obožuje traktorje. In vedno znova si želi v knjižnici izposoditi knjige o traktorjih. A njegova mamica že malce počasi obupuje. Mislite, da ji bo uspelo prepričati svojega sina, da si izposodi še kakšno drugo knjigo? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo pravljici v rimah z naslovom 101 reč, zakaj so mi traktorji všeč. Danes najlepše z mamico grem. Igri v parku se odpovem. Kam se odpravljava? Dam vam namig. Ugani, ko se ozreš na kup knjig. Mimo bazena, vseh hiš odhitim, brž skozi vrata se zapodim. Knjižnica. Živjo, Franci Bokal. Knjižničarka mi brž šepne v pozdrav. Kričati in vpiti tukaj ne smem, le tiho odzdravim, ko mimo nje grem. O ne, vzdihne mama nad knjigo, ki rad spet bi odnesel domov jo zabrat. Več kot skviljon knjig premore ta kraj. Zakaj vedno traktorji, Franci? Zakaj? Hvala za skrb, me veselje prevzame. Pojasnil bi rad, kaj pomenijo zame in v čem tiči tista 101 reč, da so mi traktorji najbolj všeč. Glej. Črnih koles se četvero vrti, čez peskokope in blatne poti. Glasen motor in cev na izpuh, brana, rahljalnik, kosa in plug. S krmilom v rokah gor kmetica sedi, mu menja prestave, da glasno rohni. Gumbi, ročice, pedala še, jasno. Kamioni pa ne? Se upre mama glasno. Gospa Bokal, prosim, lahko malo tiše, de knjižničarka, tak je red hiše. Glej, traktorji, mami nežno povem, zmorejo več kot kamioni, to vem. Traktor priključke razne ima, z njimi nam vrt prelopatati zna. S plugom preorje nam zemljo zazel, z ostrim rezilom kosi nam plevel. Dovolj, vzklikne mama, ne zmorem nič več. Veš, traktorji zmorejo 101 reč. O vlakih si bral, je mami zdaj žal. Pameten fant sem velik postal. Vlak puha po tirih, le vdalje neznane. Beda, seveda me to več ne gane. Sirene imajo patruljna vozila. Vilice, viličar, letala pa krila. Nobeden od teh pa ni 101 reč, da bi spodrinil traktor rdeč, kot Massey Ferguson. O, kakšen stroj. Če rdečega ni, pač zeleni je moj. To barva je traktorja znamke John Deere. Poznam, reče mama. Kdaj ste jim bože mir? Pa lestve, cevi na gasilskih vozilih, letala z noski na velikih krilih, ogromen žerjav, da bo zid trdno stal, bremena premika v višino do tal, mešalnik cementa. Obrača se, to je edino, kar zna. Pa cestni valjar? Le tlači cestišče in ga ravna. Kosilnica, bolj dolgočasnega ni,
in ribiška ladja le rake lovi. In kaj potem, če so mi traktorji všeč? O, Franci, žal res ne prenesem nič več o traktorjih knjig. Ne bi kakšne od teh? Taksi, podmornica, gondola, to v saneh. O raketah, ki daleč v vesolje letijo. O avtih dirkalnih, ki hitro drvijo. Ne, hvala, odvrnem na moč uglajeno. Navdušena boš kot nad to knjigo nobeno. Posodim ti jo, le če boš hotela. Tu notri o vsem izveš, kar traktor dela. Franci, spet mama. Pst, tiho zdaj. Si našel kaj, Franci? O ja, marsikaj. Odgovori tu so na 101 reč v tej knjigi. Zakaj so mi traktorji všeč? O, glej ga, fanta, a to si izbral? Me žikne uslužbenka. Sam veš, kaj je prav. Če kdaj bi rad drugo, kar pridi izbrat. Ljubitelje knjig ima vsakdo rad. Glej, kaj šteje, mama, ko greva iz hiše? Ljubezen do knjig, nekaj notri piše. In ne skrbi, dodam, na pamet jo znam. Prebral ti jo bom od A do Ž sam. Ja, in še res je. Ljubezen do knjig je tista vrsta ljubezni, s pomočjo katere naš svet raste. Domišljija ne pozna meja, besedni zaklad pa se bogati. Bravo, Franci, vse pohvale. Moram pa priznati, da je Franci neomajen in zelo vztrajen deček. In verjamem, da je njegovo navdušenje nad traktorji iz leta v leto le še raslo in morda se dan danes vozi naokrog ravno s traktorjem, rdečim ali zelenim. Kdo bi vedel? Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zajčkov bralni krožek, v kateri boste spoznali prikupnega zajčka, ki je prav tako zelo rad odhajal v knjižnico in to na skrivaj. Vse do nekega dne, ko ga je zalotila gospa knjižničarka. In naj vam namignem, vse je bilo v najlepšem redu, še bolje, kot bi si lahko zamislili. Le prisluhnite tudi tej poučni pravljici. Uživajte, lepo se imejte, ter se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Traktorja. Super. Pozdravljeni, dragi otroci, dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. V današnji pravljici bomo spoznali trmoglavčka, ki je prebival v veliki knjižnici. In ob prebiranju najrazličnejših knjig si je pridobil ogromno znanja, ki pa ga ni mogel z nikomur deliti. No, vse do nekega dne, ko je močan sunek vetra odprl vrata knjižnice. In kaj se je zgodilo potem? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo slovenski pravljici z naslovom Trmoglavček Tomaž in njegovi prijatelji. Tomaž je živel v veliki stari hiši, ki jo je čas prekril svojo puhasto tančico in jo zazibal v sen. Hiša je obdajal prostran park, v katerem so bori in veličastne jelke dvigali proti sinjemu nebu. V hiši je samo tiktakanje velike ure nihalke odmerjalo minevanje časa, noči, dnevov in letnih časov. Tomaž je prebival v knjižnici te velike hiše. To je bila velika soba, v kateri so knjige prekrivale vse stene od tal do stropa, od enega konca do drugega. Nekatere so bile zaprašene, druge čiste, nekatere še nove, druge tako stare, da nihče ni vedel, kdo jih je kupil ali podaril.
Nekatere knjige so imele strani iz močnega, nekoliko grenkega papirja, druge pa iz tankega pergamenta, ki je bil sladek in okusen. Da, prav okusen. Tomaž je bil namreč trdoglav, prav eden tistih trmoglavov, ki požirajo liste v knjigah. Toda Tomaž je bil svojevrsten trmoglav. Ko je zrasel, se je odločil, da ne bo več grizel knjig, ker bi s tem povzročil veliko škodo. In Tomaž je preveč cenil knjige, da bi jih uničeval. Menil je namreč, da bi za njegovo prehrano zadostovali številni časopisi, ki so ležali ob praskatajočem kaminu. In tako je postal velik prijatelj knjig, ki so bile njegove zveste in vdane tovarišice v dolgih in samotnih dneh. V veliki knjižnici je živel tudi mišek Saško, s katerim sta se večkrat pogovarjala ob skodelici čaja, toda Saško se je vedno mudilo in ni imel veliko časa, da bi ga posvečal malemu Tomažu. Tu je bil še Pajek Poldek, ki je po knjižnici nenehno razpredal svoje pajčevinaste nitke in brzel po njih sem in tja. Bil je celo tako prijazen, da je nekega dne s svojimi nitkami spletel Tomažu sijajno gugalnico od ene knjige do druge. Kako se je Tomaž zabaval, plezal gor in dol, dol in gor, se zibal sem ter tja. Juhu! Tomaž ni več grizljal knjig. Veliko časa je preživljal z njimi, se pogovarjal, se iz njih učil, se z njimi smejal in včasih tudi jokal. Visoko, visoko, prav na najvišji knjižni polici so bile spravljene knjige, ki so Tomažu vzbujale strah, saj so to bili obširni slovarji in mogočne enciklopedije, ki so svojimi usnjenimi platnicami zviška opazovale vse druge. Tomaž je predvsem cenil družbo starega generala, zajetne knjige živo rdeče barve, ki mu je vsak dan pripovedovala o Zemlji, o oddaljenih planetih, svetlikajočih se zvezdah, o razliki med poletjem in zimo, snegom in dežjem, o vonjavah poljskih cvetlic, ki so okrog stare hiše prekrivale bližnje travnike. Ko je Tomaž tako prebil nekaj časa, se je navadno plaho umaknil, naveličal se je samo poslušati pripovedi o cvetju, o vonjavah, snežnih kristalih. Tudi on bi rad vse to neposredno spoznal, se dotaknil in povonjal. Tedaj se je navadno spustil na spodnjo polico, kjer so se vrstile leposlovne knjige. Brezkončne vrste knjig, velikih, majhnih, debelih, tankih, nekatere so imele platnice iz atlasa, druge papirnate, ki so se svetlikale v različnih barvah. Bile so modre, rdeče, zelene, okrašene z zlatimi ali srebrnimi črkami. Z teh knjig je že obrabljen čopič zelo pogosto odstranjeval prah. To so bile imenitne knjige. Tomaž, ki ni več grizel knjig ali njihovih strani, se je včasih rad predajal pustolovščinam neustrašnih mornarjev. Včasih pa se je pridružil otožnim vzdihljajem mladih deklet, vendar je kmalu pobegnil tudi od teh knjig. Nista mu bili všeč njihova nadutost in prepirljivost. Kar naprej so se prirekale: jaz sem najbolj privlačna knjiga. Nihče se ne more meriti z mojimi pustolovščinami. Moje zgodbe so najbolj napete. In tako v nedogled. Tomaž je v takih trenutkih olikano pozdravil in se po nitki, ki jo je spletel Poldek, spustil na tisti del knjižne police, ki jo je najbolj ljubil in se mu je zdela najlepša. Drugače kot na zgornjih policah tu spodaj ni nikoli nihče brisal prahu. Vladal je popoln nered. Visoko nagrmadene knjige so bile tako zaprašene, da je bilo skoraj nemogoče razbrati njihove naslove. Poleg njih so ležale scefrane, natrgane, že nekoliko plesnive knjige z obledelimi, brezbarvnimi platnicami. Tukaj se je Tomaž šele počutil doma. To so bile njegove najljubše knjige. Tiste knjige z nekoliko čudnimi naslovi, kot so 1001 način za pripravo dobrega čaja ali Kako ločevati med severnim jelenom in losom ter podobno. Navadno je take knjige težko uvrstiti po vsebini,
in so zato ležale kar vse povprek na kupih. Med temi knjigami je bila razpeta gugalnica, ki mu je spredal pajek Poldek, in tu je navadno srebal čaj z miškom Saškom, in med temi stranmi, polnimi drobcev prahu, je mirno zaspal. Potem, ko je preživel toliko prijetnih in vedrih uric s svojimi zabavnimi in prikupnimi prijateljicami, knjigami. A kljub temu, da je imel toliko prijateljic, je bil Tomaž večkrat žalosten in se je čutil osamljenega. Znal je na pamet imena vseh planetov. Sposoben je bil na prvi pogled ločiti lipov list od javorjevega. Poznal je navade vseh gozdnih živali, jelenov, divjih rac, veveric, čebel, ki so včasih prihajale k mlaki v parku stare hiše, da bi se odžejale. Tomaž je res znal veliko, toda nikdar ni zapustil knjižnice. Kako rad bi se vsaj enkrat srečal z gozdnimi živalmi. Povedale bi mu, kako živijo, kakšen je svet in kako diši tam zunaj. Nekega dne pa je močen sunek vetra na stežaj odprl okno, ki je gledalo na park proti mlaki. Tomaž je stekel na okensko polico, a tam ga je zgrabil hud preplah. Sedaj, ko bi lahko poklical živali, govoril z njimi, mu je zmanjkalo poguma in se ni znal pomagati. Ni jih mogel poklicati: "Oprostite, spoštovane živali, ali bi se mi lahko približale?" Kdo bi ga pa slišal? In zakaj bi se tudi sploh take lepe in veličastne živali hotele pogovarjati z nepomembnim trdoglavom? Tomaž je bil že čisto obupan, ko ga je prešinila misel, da bi prosil za pomoč Saška. On bi lahko bil njegov posrednik, lahko bi zaprosil živali, da se približajo oknu. Po dolgih minutah, prežetih z upanjem in napetim pričakovanjem, so se živali počasi približale okenski polici. Jelenček se je začudil. Tomaž bi moral biti srečen, da živi v tako veliki hiši, kjer je tudi v najbolj ostri zimi toplo in v kaminu veselo plapula ogenj. Nobenih sovražnikov nima, ki bi mu stregli po življenju. Poleg tega pa je zelo učen in koliko stvari se je naučil iz knjig. Tomaž je njegovim besedam pritrdil, vendar ni nikoli čutil vonjav jutranje rose. Nikoli ni okusil medu. Nikoli ni videl cveta, niti travnate bilke. Novi gozdni prijatelji so tedaj obljubili, da mu bodo pomagali. Vsakdo bo prinesel malemu Tomažu posebno, prav posebno knjižico. Minilo je nekaj dni in jelenček je položil na okensko polico svojo knjižico. Tomaž je videl, da je ta knjiga zares drugačna od drugih. Namesto platnic je imela 2 lipova lista in namesto strani kostanjeve, javorjeve, brezove in topolove liste. Kako močno so dehtele posamezne strani. Pecli so še ohranjali rezek vonj po lubju in tu pa tam je bilo še opaziti rosne kaplje. Tomaž je prvič v življenju okušal resnične vonjave in to je bil res čudovit občutek. Naslednjega dne je svoje darilo prinesla čebelica. Knjižica je bila majhen pan, iz katerega se je cedil komaj nabran med, najslajši in najokusnejši do vsega, kar je Tomaž kdaj okusil. Tretji dan je z dolgim skokom pristala na okenski polici veverica in postavila pred osuplega Tomaža oreh. To je bila njena knjižica. Njegova lupina je bila polna gub in obenem nežna, a v njegovi notranjosti pa se je Tomaž lahko skrival in igral v številnih rovih in votlinicah. Četrti dan se je z negotovim korakom približal veličasten los. Njegova knjiga je bila stkana iz najlepših cvetlic, kar jih je mali trdoglav kdaj videl. Namesto strani je imela cvetne liste tisočerih barv, ki so zaprašeno knjižnico v hipu napolnili z omamnimi vonjavami. Zadnji dan je prišla divja raca. S kljunom je položila na okensko polico svoje darilo, ki ga je Tomaž težko pričakoval. To je bila zadnja knjiga, ki jo je mali Tomaž dobil. Njene strani so bile iz različnega perja,
račjega, gosjega, labodjega. Mehko in nežno perje je svojo toplino spominjalo Tomaža na objem njegove mamice. Tomaž je bil zares srečen. Sedaj ni samo znal toliko stvari, ampak jih je prvič v svojem življenju lahko vonjal, okušal in se jih dotaknil. Pomislil je, da se mora svojim prijateljem oddolžiti, vendar ni vedel, kako naj izbere darilo, ki bo primerno tako za malo čebelo, kot za velikega losa, za urno veverico, kot za počasno raco. Prosil je za nasvet prijatelja generala, ki je lahko razpravljal o čemerkoli. Poznal je skrivnosti narave in vse besede v slovarju. Čeprav ni Tomaž nikoli zapustil knjižnice, je kljub temu imel obilo dragocenih darov. V knjižnici ni cvetja, listja ali veličastnega drevja. Je pa veliko knjig z zanimivimi zgodbami in čudovitimi pripovedmi. Tomaž bi jim vse to lahko pripovedoval, ter jih svojo domišljijo popeljal v svet nenavadnih dogodivščin. General je zaupal Tomažu, kakšne so navade njihovih gozdnih prijateljev, kaj najraje jedo, katera so njihova najbolj priljubljena zatočišča, najljubše barve in vonjave. Za vsako knjigo, ki jo je dobil, mu Tomaž izbral primerno zgodbo in tako spremenil vsako srečanje s svojimi prijatelji v nepozaben trenutek. Tomaž se zdaj ni počutil več osamljenega. Večer v knjižnici je veselo preživljal s svojimi gozdnimi prijatelji. Sedel je k ognju in začel pripovedovati. Zgodbe o čudežnih čebelicah, ki spreminjajo pel od poljskih cvetic v najboljši med, kar ga je kdaj bilo. Zgodbe o losih z zlatimi rogovi, o plešočih vevericah, ki plešoč skačejo z enega drevesa na drugo, o letečih jelenčkih. Ko so poslušali Tomaževe zgodbe v prijetno topli in udobni knjižnici ob skodelici dišečega čaja med bleščečimi nitkami poldovih pajčevin, so bili vsi srečni. Odslej ne bo Tomaž nikoli več osamljen. Njegove zgodbe so priklicale vedno več živali, ki so želele prisluhniti njegovim čudovitim dogodivščinam. Našle so čarobno zavetje, kjer so lahko preživljale vesele in brezskrbne urice v objemu domišljije. Vsaka od njih se je vračala v gozd, navdušena in obogatena z novimi izkušnjami. Čebele so hotele izdelati najokusnejši med, ki bi imel barve ciklam, mačeh in zelenilo javornih listov. Veverice so vrtolomno skakale po vejah visokih dreves in razgibale še tako oddaljen predel gozda. Divje race pa so spletale vse bolj mehka in topla gnezda. Včasih so živali vzele s seboj Tomaža, da bi si lahko tudi sam ogledal čudovito naravo in da bi skupaj malicali. Še danes, tam nekje sredi gozda, veličastni los kdaj pa kdaj počiva v senci visoke smreke in pripoveduje o malem trmoglavčku in njegovih prijateljih. Zelo simpatična ter poučna pravljica, kaj ne? Ste slišali, koliko znanja je trmoglavček pridobil s pomočjo knjig? In ne samo to. Svoje znanje je s pripovedovanjem širil tudi med svoje prijatelje ter ostale živali. Bravo, trmoglavček Tomaž. Otroci, v mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še pravljici Zajčkov bralni krožek, v kateri je zajček vsako noč na skrivaj obiskoval knjižnico. Tudi zelo zanimiva pravljica. Prijazen pozdravček vsem in verjamem, da boste tudi vi s svojimi starši kmalu obiskali knjižnico in brskali med najrazličnejšimi knjigami. Resnično je zelo zabavno in še polno znanja. Uživajte, otroci, lepo se imejte in se kmalu spet poslušamo. Čau, čau. Ja, si simpatičen, trmoglavček.